Gospod Matjaž, zdaj bi vas pa jaz izvala z enim vprašanjem. Na dvomesečnem popotovanju, ki se prične 28.8., na kakšen način cepiva delujejo v telesu človeka in kako te stvari, če so se ljudje že cepili, kako v bistvu te stvari mogoče lahko na nek način izničimo? Se pravi, izničiti se jih dobesedno ne da. Ko človek pristane na to zadevo, se pravi, je prodal svojo dušo temnim silam, začne se dobesedno transformacija telesa, začne se transhumanizacija in pa poti nazaj ni. Vsak se odloča za sebe in vsak ve, kar je prav za sebe, in to je bistveno. Kajti nekateri so že prišli z to nalogo na zemljo ali pa s tem prepričanjem, da to izkušnjo tudi doživijo. In to je vse. Nobenega ne moramo odrešiti, vsak se sam odloča po svojem notranjem znanju, notranjem klicu, in to je bistveno. Če rešimo enega, smo rešili vse. In kaj je v bistvu namera, sporočilo samega cepiva posamezniku? Sporočilo je samo to, prebudite se, ne zaupajte institucijam, dvignite svojo zavest iz ribnika, niste žaba, ki se kuha v loncu. Se pravi, če sem jaz razumela, dejansko oseba, ki se cepi, se njena duša loči od tega fizičnega telesa. Kako pa potem človek sploh še funkcionira? A je to živi človek, a to na nek način postane robot? Duša se ne loči, duša je stalno prisotna, samo človek izgubi ta komunikacijski kanal in je potem obsojen na životarjenje, se pravi, je še bolj zmeden, enostavno več nima možnosti napredka, da bi s tem dvignil se iz tega močvirja, v katerega se je sam podal. Se pravi, namen je čisto izkušnja, ker mi ne vemo, kakšne so duše, so tukaj prišle na zemljo. Lahko so tudi duše prišle na zemljo, ki imajo visoko zavest, pa samo izkušajo to izkušnjo cepljenja, kaj se bo z njimi dogajalo. Tudi to je možno. Ampak v glavnem so prišle pa duše, ki so bile že prej, se pravi, so odločile, da se ne bodo rešile. In so tukaj prisotne kot ena energija, ki pač daje podporo ali pa ne podporo ostalim isto mislečim ljudem ali pa energijam. Ker imamo ogromno tudi ljudi, ki so tukaj kot energetske forme, sploh niso ljudje, so tudi reptili, karkoli. In to se vse med seboj meša. Tukaj ni enostavnega odgovora. Vse je izkušnja, vse je ideja, vse je v glavi Boga. Ni ne konca, ne kraja. Zanimivo. Več o teh tematikah se bomo sigurno dotaknili na dvomesečnem popotovanju, ki ga pričneta 28.8. Za vse, ki bi jih zanimalo celotni meni celotnega dogajanja, boste našli nad tem videom, tako da imate tam možnost za prijavo, za vprašanja in tako naprej. Matjaž, hvala za odgovor. Res je zanimivo, tako da komaj čakam, da se podružimo še naprej. Hvala tebi za vprašanja.